Lepo pozdravljeni, oziroma pozdravljeni. Jaz bom poskušala zdaj to svojo predstavitev obrati tako, da bom morda nekoliko bolj poenostavila podatke, ki so znanstveni podatki, in jih približati praksi. Namreč tako zanimivo se mi zdi, da znanost sedi na enem koncu mize, praksa pa na drugem koncu. Ampak kot izobraževalka odraslih natančno vem, da če ta krog ni sklenjen, potem proces ne teče. Tako da pravzaprav bi gospa zdaj lahko sedela tukaj, potem pridem na vrsto jaz in tako naprej. No, skratka, malo za šalo, malo za res. Hvaležna sem za to povabilo in za to priložnost, da lahko nekaj stvari, nekaj ugotovitev iz projekta PIAK predstavim, pa morda kar lepo po vrsti. Ko razmišljamo o spretnostih ali pa o kompetencah za današnji čas, seveda moramo razmišljati celostno. Namreč nič nam ne pomaga, če se nekako, bi rekla, odzivamo samo na kakšne določene izzive, določene probleme, ki jih imamo, in ne vidimo cele slike. Namreč, kaj se nam dogaja v družbi, kaj raziskave kažejo. Če začnem recimo z nekaterimi analizami, ki so v Evropi pa tudi v svetu prisotne, kaže se, da smo sredi ene take precej velike družbene spremembe ali celo serije družbenih sprememb, zato eni temu rečejo, da gre za družbeni prelom, ki je zelo globok. Z tega razloga je še toliko bolj potrebno, in to seveda kaže tudi, bom rekla, analize, znanstveni podatki, je toliko bolj pomembno in potrebno, da poskušamo nekoliko globlje razumeti procese, ki se nam dogajajo. Moja naloga ali pa zadala sem si, da vam danes mogoče spregovorim nekoliko o teh globih procesih. Morda ne toliko o površinskih, ampak nekoliko globih. Namreč ta naslov, ki sem si ga izbrala, o kompetencah odraslih za današnji trg dela, tega naslova, te teme bi se lahko lotili zelo, bi rekla, na različnih nivojih. Eden od teh nivojev gotovo je, ko želimo razmišljati dobro, hitro napravimo seznam, katere kompetence je treba razvijati, razvijemo jih, zato da bomo hitro prišli na trg dela. Ampak, kot bom rekla raziskovalka, znanstvenica, vem, da taka matematika na dolgi rok ne bo zdržala. Namreč, zakaj? Zato, ker je tukaj v bistvu potrebno upoštevati neke globje procese, ki so spodaj pod nekimi površinskimi, bom rekla, stvarmi, ki se navzven kažejo. Zdaj pa, če preidem k podatkom. Torej, analize, ki se zelo pogosto delajo, kažejo seveda tole, kar je tule prikazano. Če pogledamo, se pravi, do leta 2020, to bo pa kar kmalu, so napovedi za Slovenijo, ki pa se delajo seveda na osnovi zelo enih takih kompleksnih primerjav in projekcij, tudi se Slovenija umesti med druge države in tako naprej, ki pravijo, da bo pravzaprav za 40% nižje povpraševanje po ljudeh ali pa po delavcih, ki so nizko kvalificirani. Kaj nam to zdaj pomeni? Lahko bi postali, bi rekla, žalostni ob tej ugotovitvi, ker če na hitro sklepamo, bi rekli, brezposelnosti bo več. To je lahko res, če se pa dobro na to pripravimo, pa ni nujno. Druga taka napoved, da bojo tudi srednje kvalificirani delavci, to pomeni ljudje, ki imajo dokaj dobre kvalifikacije in pa recimo neke take solidne kompetence in spretnosti, če temu smem tako reči, seveda tudi, bom rekla, nekako manj konkurenčni, kajti dela bo manj, povpraševanja bo manj za 20% za Slovenijo.
tukaj sem z rdečo napisala tisto dobro novico, ki pa seveda spet odvisno, kako jo vzamemo, lahko je dobra za nas, lahko pa tudi ne. Odvisno od tega, ali sodimo v tisto skupino visoko kvalificiranih delavcev ali ne. Torej, nekako za 20% ne bi se pa povečalo povpraševanje po taki delovni sili. Pa če pogledamo situacijo še naprej, napovedi. Druga pomembna okoliščina, ki jo moramo upoštevati, je, da je Slovenija v primerjavi z ostalimi evropskimi državami v bistvu dežela, ki se jim zelo hitro približuje, čeprav še nismo tako zelo dolgo, ne sodimo med države Evropske unije. In napoved je, da bo leta 2035, torej tudi praktično zelo kmalu, dosegla Slovenija tisti prag tega razmerja, da bo 2-krat toliko starejših v populaciji, v državi, kot pa otrok. Se pravi, bomo zares postali nekoliko, kot bi rekli, kot rečejo za evropske družbe, za nekatere že zdaj evropske dežele, da so stare dežele. Potem, če gremo še naprej, ena taka alarmantna, tukaj so kolegi iz Zavodov za zaposlovanje tudi zelo dobro poznajo, ta podatek, da se bo delež odraslih po 55. letu, ki so aktivni na trgu dela, bi moral biti v Sloveniji večji, kot pa je. Torej, Slovenija je ena tistih dežel po statistiki, kjer imamo v bistvu najmanjši delež ljudi, ki so stari več kot 55 let, ki bi še bili zaposleni oziroma bi še bili aktivni na trgu dela. To pomeni, da preprosto rečeno, da v drugih, tudi bolj razvitih deželah Evrope je zelo veliko ljudi, ki so stari nad 55 let, ki aktivno delajo in so aktivno vključeni v, bom rekla, trg dela. Ravnokar zdaj v teh dneh sem bila prisotna na več javnih dogodkih, kjer je tekla razprava prav o tem problemu in eden od strokovnjakov je poudarjal na enem od teh dogodkov, da gre tukaj za slovenski fenomen, za slovensko, bi rekla, posebnost, v smislu, da nekako mi Slovenci zelo cenimo v bistvu obdobje, ko smo upokojeni, se pravi obdobje, ko lahko delamo tisto, kar želimo, pa smo finančno preskrbljeni. Tako da tukaj si tudi strokovnjaki niso še čisto enotni. Ampak če ta podatek, torej, da smo v primerjavi z drugimi evropskimi deželami taki, da v bistvu, bom rekla, starejši del populacije je zelo malo vključen na trg dela, pa če vzamemo v obzir še tisto, kar sem prej pokazala, da v bistvu pa do leta 2035 pa bo še enkrat več starejših kot otrok, starejše populacije kot otrok, pa potem si lahko mi zamislimo, kaj nas pravzaprav čaka, kdo bo pa tisti, ki bo aktiven na trgu dela. Potem še naslednja okoliščina, ki jo je treba pogledati, je, kaj pa mladi. Se pravi, ko razmišljamo o spretnostih, o kompetencah, ki so potrebne za trg dela, moramo zagotovo razmišljati tudi o tem, kaj pa šola. Ali šola mladino, torej mlade, na katerih v bistvu sloni prihodnost, ali jih dobro usposablja. Tu so tudi, bom rekla, z vidika znanosti ali pa z raziskovalnega vidika mnenja seveda zelo deljena, če poenostavim. Namreč ve se, da je zelo pomembno, kakšno, bom rekla, temu formalno izobrazbo, torej kakšno izobrazbo v teku šolanja mladi pridobijo, vendar izobrazba sama, kaj pomeni danes. Torej, tukaj se je potrebno vprašati, ali šola dovolj razvija tudi kompetence oziroma spretnosti. In ko razmišljamo o kompetencah,
je tukaj le ena raziskava, ki ciklično, se pravi vsake 3 leta, poteka v Sloveniji, zdaj že vrsto let, kjer se merijo spretnosti ali pa kompetence mladih, torej osnovnošolcev in srednješolcev, tisti, ki jih imate, veste, da so bili tudi zares testirani, v bralni pismenosti, matematični pismenosti in naravoslovju. In rezultati te raziskave, zdaj najnovejši, kažejo nekako, kam se Slovenija med drugimi deželami, ki so v to raziskavo vključene, pa je zelo veliko evropskih dežel, kam se Slovenija umešča. In v naravoslovju smo nekako kar dobri, nekako nad povprečjem OECD-ja, se pravi vseh držav, ki so vključene v to raziskavo. V bralni pismenosti pa zdaj že dve meritvi zapored slovenski osnovnošolci in srednješolci nekako stagnirajo, drsijo. Seveda to se vam bo zdelo, kakšno zvezo pa to ima z trgom dela oziroma zaposlovanjem, z brezposelnostjo. Moja naloga je, da vam poskušam pokazati, da jo ima in to kar precejšno. Tukaj trčimo na tisto točko, ko sem vam govorila, da ker gre za globoke družbene spremembe, nekako za nek prelom v zgodovini, je potrebno nekako gledati na procese, ki so globlji in ta povezava med sposobnostjo ali pa med spretnostmi obvladovanja nekih besedilnih veščin ali pa besedilnih spretnosti in temu, koliko smo mi lahko konkurenčni na trgu delovne sile, da si delo pridobimo, je zelo velika. To kažejo raziskovalni podatki in zdaj v nadaljevanju bom to skušala tudi povedati in pokazati. Torej, če še enkrat se ozremo na to vprašanje, torej zakaj pravzaprav, če se ukvarjamo z, bom rekla, vprašanjem brezposelnosti, konkurenčnosti na trgu dela, zakaj bi se tukaj morali ukvarjati z vprašanjem kompetenc. Dejstvo je, da raziskava, o kateri govorim ali pa ki jo predstavljam, je mednarodna raziskava, v katero so vključene tudi druge države, ne samo evropske. In dejstvo je tudi, da, v bistvu, kot je tule zapisano, razvite dežele zelo dobro vedo, da morajo, če želijo nekako načrtovati en razvoj, da morajo dobro vedeti, koliko so usposobljeni njihovi ljudje in kaj potrebujejo, da bodo v bistvu še bolj usposobljeni, se pravi za neko načrtovanje razvoja. Tisti glavni razlog, zakaj pa v bistvu sploh se ukvarjati ali pa meriti kompetence, je pa v bistvu dejstvo, da, kot sem prej govorila, vemo, kakšen je šolski sistem. In recimo ob koncu, ko pač naši srednješolci recimo dobijo spričevala, tudi imamo pravzaprav natančen podatek, kakšne ne bi bile njihove kompetence, če že tako rečemo, ali pa njihova znanja. Potem pa, kot nekako odrasli, vstopamo v svet dela in nihče več se ne ukvarja s tem, kako je naše znanje pravzaprav se utrjevalo, kako se je krepilo ali pa mogoče, da je usihalo oziroma celo izginjalo. In to je razlog, da je Slovenija med 33 državami sveta vstopila v bistvu v raziskavo merjenja kompetenc odraslih. V bistvu pa to ni prva raziskava, ki se je ukvarjala z kompetencami kot takimi. Predtem je bila pred 15 leti v Sloveniji že opravljena raziskava o pismenosti, ki je bila podobna kot PIAAC, kot raziskava PIAAC, ki zdaj teče. In ta raziskava izpred 15 let je dala eno zelo zanimivo, bom rekla, ugotovitev. Namreč, tudi v tisti raziskavi so sodelovale različne države z vseh kontinentov,
Tam je bilo ugotovljeno, da je nekako tretja raven pismenosti, namreč pismenost se je potem nekako tako kot, če zelo poenostavim, kot šolske ocene nekako prikazala na 5 ravneh. Skratka, da tretja raven pismenosti je tista, ki je take narave, da posameznik, če ima tretjo raven pismenosti, se lahko neodvisno znajde v sodobnem svetu. Se pravi, če poenostavim, če ima posameznik drugo raven pismenosti, to pomeni, da bo imel tu in tam težave. Če pa na prvi ravni, bo imel pa težave že kar v vsakdanjem življenju. Če čisto konkretno ilustriram, recimo nekdo, ki na prvi ravni pismenosti, pomeni, da bo težko recimo prebral neko besedilo, ki je nekje nalepljeno, kjer so recimo neke malo bolj zapletene besede, da nekako ne bo imel potrpljenja, da bi premislil, kaj na tem besedilu piše in da v bistvu, če tudi bi to besedilo tam prebral, da nekako teh podatkov ne bo znal uporabiti oziroma da nekako svojim bližnjim ali pa sodelavcem ali kaj takega, tega sporočila ne bo znal posredovati. To je zdaj nivo prve stopnje ali pa prve ravni. In pokazalo se je, zdaj, če smemo uporabiti ta bolj, rekla, znanstveni izraz, da je ta korelacija med, bom rekla, dobrimi spretnostmi ali pa dobrimi kompetencami, dobro razvitimi vsaj na tretjem nivoju in v bistvu, bom rekla, zaposlenostjo oziroma položajem, ki ga ima posameznik v družbi, pozitivna. Se pravi, da to je med seboj zelo povezano. Zdaj pa, kaj je naša raziskava PIAAC, ki zdaj poteka v Sloveniji, nekatere države, 24 držav je pa že prej vstopilo v to raziskavo in je že zaključena in so podatki tudi že znani, bili so znani leta 2014, so bili javno objavljeni. Prve ugotovitve so pa v bistvu nekoliko zaskrbljujoče. Namreč, kot tule vidite v tistem okvirčku rumenem, da tudi v najbolj naprednih državah, kot so recimo skandinavske dežele v Evropi, Kanada, Združene države, Japonska in tako naprej, lahko zabeležimo do 1/4 ljudi, ki imajo manj kot to, bi rekla, raven pismenosti oziroma imajo slabo razvite spretnosti. Kaj nam pa to pomeni? To pomeni, da je 1/4 ljudi takih, ki imajo zaradi teh primanjkljajev veliko manjše možnosti na trgu dela kot tisti, ki seveda teh primanjkljajev nimajo. Ker se tisti, ki teh primanjkljajev nimajo, hitreje znajdejo, hitreje nekako konkurirajo za delo. Tukaj sem samo navedla tale akronim, kaj ta beseda PIAAC pravzaprav pomeni. Mi smo v slovenščino prevedli tako bolj lepo program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. In ta znakec, ki ga tamle vidite, je tudi naš nekako logotip, ki ga poskušamo povsod, kamor pridemo, nekako tudi izdati zraven. Kaj pravzaprav je osrednje pri tej raziskavi? Kompetence so en tak zelo, kako bi rekla, ena beseda, ki v slovenščini morda nekomu ne bo nič pomenila, da si pa spreten, da imaš spretnosti, se mi pa zdi, da je ena taka lepa slovenska beseda, ampak naj pojasnim, da v strokovnih debatah nekako kompetence razumemo kot en tak zelo širok pojem, medtem ko so spretnosti tisti del kompetenc, ožji del kompetenc, ki ga lahko merimo in testiramo. Namreč v naši raziskavi smo v bistvu poleg tega, da so naši strokovni delavci prišli k ljudem na dom
in to vključenih je bilo kar 5163, mislim, da točna številka. 65 me kolegica popravlja. Toliko ljudi je odgovarjalo na naša, se pravi, je odgovarjalo na osnovni vprašalnik in reševalo tudi naloge, vendar so naši strokovni delavci kontaktirali kar 9000 ljudi, zato da smo jih potem od tistih 9000 toliko dobili. Se lahko kar predstavljate, kakšna množica ljudi je to bila po vseh krajih Slovenije, in sicer vse ljudi od 15. leta do 65. leta. Ampak tisto, kar sem res hotela poudariti, se pravi, v naši raziskavi smo merili spretnosti, se pravi, tisti merljivi del kompetenc, ki ga pač lahko tudi testiramo. In pri spretnostih je zelo pomembno to, da so, to vemo danes na podlagi različnih raziskav, da so za človeka v sodobni družbi neobhodno potrebne, ne glede na to, kje je. Se pravi, tudi za nekoga, ki je upokojen, so neobhodno potrebne, če se želi znajti v tej družbi. Naprimer, to pomeni, če želi z avionom potovati, bo moral tudi ta znanja nekako obvladati. Ali pa če želi, ne vem, plačevati preko e-bančništva ali kaj podobnega. Tista druga značilnost, ki je zelo pomembna za te spretnosti, je, da so naučljive. Se pravi, jih lahko, to ni nekaj, kar ti je dano ob rojstvu, pa ni nekaj, kar je, bi rekla, prihranjeno za šolske klopi, ampak je nekaj, kar se lahko prenaša v vsakdanjem življenju, torej skozi uporabo v vsakdanjem življenju od enega na drugega in kar se lahko krepi tudi, zelo dobro krepi v delovnem okolju. In pa naslednja, še zadnja taka pomembna značilnost spretnosti, da so dobro prenosljive. To pomeni, da z določenimi, bi rekla, postopki usposabljanja, učenja, recimo spodbujanja, jih lahko dosti hitro širimo tudi izven vseh formalnih sistemov izobraževanja. Zelo na kratko, kaj naša raziskava je merila. Na eni strani, koliko besedilnih spretnosti ljudje imajo. To pomeni tisto, kar sem prej razlagala, da besedilo, neko besedilo, kjer imamo neko sporočilo, neko informacijo, preberemo, potem ga razumemo, kritično se do njega nekako opredelimo in seveda to informacijo tudi uporabimo. Potem merili smo tudi nekako vse tisto, kar izražamo z matematičnim jezikom. To so številke, grafi, druge vrste prikazi, koliko ljudje to dejansko znajo uporabljati oziroma koliko sploh uporabljajo v vsakdanjem življenju ali pa na delu. In pa eno stvar smo tudi merili, ki je nekoliko bolj komplicirana, in sicer smo se spraševali oziroma smo ljudi spraševali, koliko se oni znajdejo v tehnološko bogatem okolju. To pa pomeni, recimo, da po domače rečeno, koliko znajo, recimo, na neki spletni strani najti neko drugo spletno podstran, naprimer ena naloga je bila to taka, drugo spletno podstran, prekopirati recimo nek naslov, ki ga tam dobijo spet in skratka priti po neki zapleteni poti do neke točno določene informacije. Ali pa, naprimer, reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih je tudi to, koliko se človek znajde v nekem krožišču, kjer je zelo komplicirana prometna signalizacija. To pa je ena stvar, ki smo jo pravzaprav vsi deležni večkrat v vsakdanjem življenju. Poleg tega smo pač v naši raziskavi še z nekim takim zelo obsežnim osnovnim vprašalnikom pridobili ogromno podatkov, sociodemografskih, in mi rečemo, ki
ki nam bodo zdaj v nadaljnjih letih pomagali, da bomo nekako bolje razumeli vse te drobne specifike Slovenije, ki pravzaprav, bi rekla, nekako obarvajo slovensko situacijo. Zdaj pa, če preidem, koliko sem bila zdaj časovno? 5 minut, v redu. Torej, če preidem zdaj na neke podatke, ki vam jih bom pripovedovala, zdaj na osnovi teh držav, ki so v prvem krogu, se pravi podatkov, ki so bili objavljeni leta 2013. Ampak vam bom poskušala povedati nekaj stvari, ki smo jih ugotovili in so, bom rekla temu, univerzalne. Kaj hočem s tem povedati? Da so to neke ugotovitve, ki veljajo za države ne glede na to, ali gre tukaj za recimo Rusijo, Kanado, recimo Singapur, da mi pomaga še kakšno državo našteti, Japonsko, Italijo, Češko in tako dalje. No, to so države, ki so sodelovali. Skratka, kaj vam hočem povedati? Tile podatki, ki jih govorim, so univerzalni, torej niso odvisni od politične ureditve države, od njenega bruto domačega proizvoda, ampak gre za neke, rekla, zakonitosti, ki se bodo gotovo pokazale tudi pri nas. In prva, pokazalo se je, da tisti odrasli, ki so na teh 5 stopnjah spretnosti dosegli visoke rezultate, so zagotovo tudi imeli višje plače, da so zagotovo tudi boljšega zdravja, da so zagotovo tudi veliko bolj aktivni v družbi, tako v političnem smislu, kot pa tudi takole kot vi v lokalnih skupnostih in tako naprej. In tisto, kar je zelo pomembno, da so zagotovo, da je veliko večja verjetnost, da so zaposleni. Tu pa zdaj pridemo do tistega, kar je pravzaprav namen. Se pravi, to so neki taki, bom rekla, spodaj ležeče zakonitosti, ki obarvajo odgovor na to, kakšne kompetence ima zdaj danes človek, zato da bo uspešen na trgu dela. Če se vrnem samo še nazaj, se pravi, to so neke univerzalne zakonitosti. Zdaj pa, če gledamo, tule so naštete recimo države, ki so med seboj primerjane, ampak tisto, kar je še bolj pomembno, če gremo še globje, vidimo, zdaj pa bralna spretnost, kakšno zvezo bi imela bralna spretnost z zaposlitvijo. Pokazalo se je, da tisti ljudje, ki imajo te bralne veščine dobro razvite, imajo, in to je zakonitost, imajo za 60% višjo plačo, vidite, za 60% višjo plačo kot tisti, ki imajo, kot sem že prej na začetku opisovala, nekako zelo nizke, se pravi, so na nizkih stopnjah teh bralnih spretnosti. In to je izračunana zakonitost, ki je v bistvu posplošljiva. To se mi zdi zelo ena taka pomembna stvar, čeprav se nam morda takrat, ko tukaj je vprašanje brezposelnosti, zdi to nepomembno. Nam je pomembno samo dobiti delo, vendar, če razmišljamo globje, vidimo, da je to nam zelo pomembna veščina. Bodisi zato, da nastopamo kot iskalci zaposlitve, bodisi, da nastopamo kot tisti, ki bomo oblikovali svojo dejavnost, ki bomo začeli z neko svojo dejavnostjo. Kajti, kot sami veste, zelo ključno je, da se potem, ko že začnemo, ko štartamo svojo dejavnost, tudi ustrezno predstavimo. Še minutko. Torej, še nekaj je zelo pomembno. Nekateri še vedno mislijo, da pravzaprav šolanje, takrat, ko se šolaš, pridobiš znanje, pridobiš veščine, potem pa se šolanje konča in potem je pač obdobje dela. Tale slika tukaj pa kaže, da to ni res. Namreč učiti in krepiti, sploh pa spretnosti krepiti je potrebno vse življenje.
Namreč vidi se, da v bistvu tam nekako do 35. leta približno smo na vrhuncu tega, bom rekla, kako imamo naše spretnosti močne. Potem pa, če prepustimo naravni poti, proces naravni poti, te spretnosti začnejo usihati. In tukaj lahko pogledate, se pravi, tam nekje, kje smo približno pri 65. letu. Nekateri pravijo, nekateri moji kolegi to interpretirajo kot eno tako slabo novico, vendar ni nujno. Namreč ta graf kaže, da pa vendarle v nasprotju nekako s prepričanji, da v stare ljudi se ne splača vlagati, vidimo, da če bi samo naravni poti pustili, proces samo po naravni poti, da pač teče, da vendarle še nekaj teh veščin, spretnosti ostaja. Če pa v ta del, se pravi nekako od 35. leta dalje, tukaj načrtno vlagamo in usposabljamo, si pa lahko nadejamo, da tale graf pač ne bo izgledal takole, ampak nekako te spretnosti ne bodo usihale, ker pa potem je odgovor na tisto, kar sem že prej kazala, da v Sloveniji imamo enega največjih deležev ljudi po 55. letu, ki pač na trgu dela niso aktivni. Samo še tole bi omenila, kaže se, da tisti ljudje, ki delajo na delovnih mestih, ki so manj zahtevna od tega, kakšna je njihova usposobljenost, kakšna je njihova izobrazba, nažalost, njihove spretnosti usihajo. To je ena težka informacija, zavedati se jo morate, predvsem mladi, ki delate prekarno delo. Potem nekako tudi druge posledice izhajajo iz tega, če imamo nizke spretnosti. Zelo dobro se pokaže korelacija med ljudmi, ki imajo nizke stopnje spretnosti in tem, da v bistvu sodijo v tako imenovane ranljive skupine. Pa da počasi zaključim, mogoče tale še zanimiva, da s časom, seveda, kot sem že prej pokazala, kompetence in spretnosti, ki se ne uporabljajo, starijo, slabijo. In tale podatek pa zagotovo ni spodbuden, se pravi, le eden od 2 odraslih z nizkimi spretnostmi in kompetencami je zaposlen. Se pravi, če imamo nizke spretnosti, nizke kompetence, je verjetnost, da bomo brez dela praktično polovična. Kaj nam to pomeni? Se pravi, zelo intenzivno, trezno je treba vlagati v svoje spretnosti. Tole bi preskočila. Razlika med ženskimi in moškimi. Nekoliko se pozna, da ženske v bistvu na drugačen način, čeprav imamo morda ista znanja, jih apliciramo na drugačen način kot moški. In za zaključek bi samo to rekla, kaj bomo mi vedeli, ko bojo podatki naše raziskave za Slovenijo tudi objavljeni, in to bo prihodnje leto julija, in takrat vabim, da ste pozorni na to, kaj točno bomo lahko rekli v Sloveniji. Vedeli bomo, kakšno je pomanjkanje kompetenc tudi za vašo regijo, recimo. Vedeli bomo tudi za vašo regijo, kakšna je stabilnost, se pravi, na katerih spretnostih ste najmočnejši, kateri deli prebivalcev, ki živite na tem območju, so najmočnejši, kateri nekako najslabše razvijajo, in na osnovi tega bojo vaši kolegi lahko razvijali, in zasnovali nove programe in se skupaj pač z vodji, z župani in tako naprej odločili, v kateri del prebivalcev bi pa vlagali, še posebej, ker kaj ugotavljamo, da tukaj gre za družbeno odgovornost. Namreč tisti, ki nimajo dobro razvitih spretnosti,
so največkrat tisti, ki tudi nimajo enakega dostopa do tega, da bi jih lahko razvijali. Tukaj bi pa končala. Hvala. Najlepša hvala.